V zapuščinskem postopku sodišče ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere dele zapuščine prejmejo dediči in druge osebe. Postopek pred sodiščem se izpelje le, če obstaja premoženje zapustnika. Po smrti zapustnika matičar na upravni enoti sestavi smrtovnico in jo pošlje pristojnemu sodišču. Sodišče nato vodi ter zaključi postopek, tudi če se stranke ne odzovejo vabilu. Pri tem ugotavlja, kaj spada v zapuščino, kdo so dediči in kaj dedujejo. Če sodišče ugotovi, da zapustnik ob smrti ni imel premoženja, zapuščinske obravnave ne opravi in dediči prejmejo sklep o ustavitvi postopka. Na obravnavi lahko aktivno sodelujejo le dediči ter druge osebe, ki uveljavljajo pravice iz zapuščine, ter jih je sodišče povabilo na zapuščinsko obravnavo. Kdo je kdo? Dedič je oseba, za katero zakon določa, da po zapustnikovi smrti na podlagi zakona ali oporoke pridobi njegovo premoženje. Ko oporoke ni, govorimo o zakonitih dedičih. Ti so razvrščeni v 3 dedne rede. Če obstajajo dediči v bližjem dednem redu ali njihovi potomci, dediči v bolj oddaljenih dednih redih ne dedujejo. V prvem dednem redu so zapustnikovi potomci in zakonec ali partner. V drugem dednem redu so zapustnikovi starši in zakonec ali partner, ali, če so ti že pokojni, njihovi potomci. Zakonec oziroma partner je v tem dednem redu le, če ni potomcev, sicer pa je v prvem dednem redu. V tretjem dednem redu so stari starši zapustnika ali, če so ti že pokojni, njihovi potomci. Oporočni dediči so osebe, za katere je zapustnik v oporoki določil, da kaj dedujejo. Nujni dediči so aktualni v primeru, če je zapustnik v oporoki določil drugačen način dedovanja, kot ga določa zakon. V tem primeru lahko zakoniti dediči zahtevajo nujni delež. Kolikšen je nujni delež, določa zakon. Medtem ko dedič dobi vso zapuščino ali en del zapuščine, je volilojemnik oseba, ki je zapustnik v oporoki namenil le posamezno stvar ali pravico. Kako poteka zapuščinski postopek na sodišču? Sodišče najprej pridobi podatke o premoženju zapustnika, dedičih in morebitnem obstoju oporoke. Nato dedičem pošlje vabilo na narok za obravnavo, kjer ugotovi pomembna dejstva. Če se stranke ne strinjajo o določenih vprašanjih, se postopek lahko prekine in stranke napoti na pravdo. Na koncu sodišče izda sklep o dedovanju, v katerem ugotovi, kdo so dediči in kaj dedujejo. Če se dediči ne uspejo dogovoriti, kako razdeliti premoženje, lahko premoženje delijo naknadno izven zapuščinskega postopka z dogovorom ali v drugem sodnem postopku. Dediči morajo plačati sodno takso, ki je določena v zakonu o sodnih taksah in je odvisna od vrednosti zapuščine. Če ni bila vložena pritožba, postane sklep sodišča pravnomočen po 15 dneh od njegove vročitve strankam. Po zaključku postopka sodišče samo uredi vpis lastninske pravice dedičev na nepremičninah zapustnika, tudi če dediči tega ne predlagajo. Vse ostalo glede premoženja in pravic dediči uredijo sami. Pri tem potrebujejo potrdilo o pravnomočnosti sklepa o dedovanju, ki ga dobijo na sodišču. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodiscu.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.